Glejte, če lahko to odgovorim, če lahko vseeno odgovorim. Bom pa šel drugače. From nobody to somebody je naredil prehod, recimo, če hočete, Pater Luther, pa je naredil ljubljanski kanonik Trubar, in danes te ljudi, ki jih takrat smo establishment je obsodil in preklel, danes pa seveda priznavamo njihovo veličino in prispevek k krščanstvu. Se spomnim pred leti, ko smo se šli ekumenski dialog s protestanti in pravoslavnimi, so bili protestanti zelo skeptični, ker smo se začeli pogovarjati s skupino, neko malo skupino protestantov pri nas, bolj so množični na Hrvaškem, češ, da to niso pravi protestanti. Potem v tem okviru smo se pogovarjali z pravoslavci in ko smo povabili k sodelovanju, pač predlog je bil, da bi povabili k sodelovanju makedonsko pravoslavno cerkev, so takoj povedali iz Beograda, da potem pa njih ne bo. Mislim, da podobna mentaliteta je tukajle, tudi pri vsaki od teh muslimanskih skupnosti, da zaenkrat pač druge ne priznava. Vi ne priznavate Ahmadov, potem so seveda, vemo, hude težave z priznanjem šiitov, kjer so v manjšini, če rečemo posebej v Saudovi Arabiji ali pa v Kataru, so preganjeni. Vemo, da Saudova Arabija tisto vojno, ki pelje v Jemnu, je v bistvu proti šiitski tamkajšnji skupnosti in tako naprej. Sam jaz mislim, da zdaj, če pristajamo na neko pogovarjanje, na neko sodelovanje, moramo pač sprejeti, da poleg nas, ki se sklicujemo na Kristusa, poleg nas katoličanov, so še drugi, ki niso katoličani, pa se sklicujejo na Kristusa. A zdaj se pa mi z njimi ne bomo pogovarjali, pa bomo rekli, da to ne gre. Jaz razumem, da je tako bilo pred 500 leti, pa da je še bilo tako pred 150 leti. Bi pa težko razumel, če bi se to nadaljevalo danes. V Maroku je bila lani konferenca, kjer so se pogovarjali muslimanski voditelji in predstavniki, kako vključiti in delati z muslimanskimi manjšinami v večinsko muslimanskem svetu. Neke vrste islamski ekumenizem so začeli v Maroku. Jaz sem o tem pisal, da to tudi pri muslimanih obstaja, da se zavedajo, da je dialog med njimi potreben. A veste, ni dosti, da se mi pogovarjamo samo krščanska neka cerkev pa ena muslimanska skupnost. S tem nismo nič naredili. Vsi igralci na odru, veliki ali mali, če se bomo pogovarjali, bo v redu, če ne, nam bo pa če mali tam nastavil bombo, pa bo oder v luft poslal. Pa smo še lahko tako težki, bomo v luft leteli. Se pravi, treba je upoštevati tudi zadnjega. In zdaj, ker vi toliko citirate papeža, pa ga jaz ne ubogam, pravi iti na bivanska obrobja. Ja, iti na bivanska obrobja. Bivansko obrobje je tudi tam entezaden kristjan ali pa entezaden musliman, ki ne pripada nikakvi pomembni skupnosti. Veste, ko bo ta miselnost, in jaz sam tako mislim, to sem skozi prepričan, da sploh ni največji problem sodobnega sveta islam. To je zdajle, bi rekel, tista kulisa, ki omogoča,
da se presneto druge zadeve fajn odigravajo od zadaj, v megli. Zgleda pa, kot da gre za neki islam. Je pač kulisa. Jaz mislim, da je veliko bolj pomembno, da v modernem svetu, v našem svetu, takšnem, kakor je še je, globaliziranem svetu, pridemo do tega, da se vzpostavi nek, bom rekel, normalen, spoštljiv odnos tudi do ljudi, ki so tako ali drugače verni. Bom sam za konec še citiral Harrisa, v svoji knjigi, zdaj mi pa ušla, sem že spomnil. On je eden od teh novih ateistov. On tam pravi, mislim, da je stran 53, tisto izdajo, ko imam jaz, pravi, dovoljeno je, etično sprejemljivo je pobijati ljudi, ki imajo nevarna prepričanja. In nevarna prepričanja imajo religiozni ljudje. Glejte, v imenu razuma, napredka, in Harris je eden vodilnih, poleg Dawkinsa pa še kakega drugega, med temi ateisti. In svet se danes, bi rekel, vera je v neki oseki. Brezbrižnost verska je v veliki plimi. In če mi ne bomo tukaj našli enega pravega dialoga, pa pravega spoštovanja, to nas bo neslo. To je moje prepričanje. Z posameznimi verskimi skupnostmi se pa lahko pogovarjamo pod pogojem seveda, da nobene ne izključujemo. Seveda, to spoštovanje je zelo pomembno in ta knjiga je pravzaprav nespoštovanje. Ne, to sem hotel jaz v začetku povedati. Da je to izbrana knjiga zaradi tega, da se nekdo ne spoštuje, da se predstavi v napačni luči in tako dalje. To spoštovanje je zelo pomembno, mora biti obojestransko. In ko je, potem lahko seveda pričakujemo boljše jutri za vse nas. Torej, ta knjiga je nespoštovanje celo do islama in do vseh muslimanov, ki pač to tako ne razumejo. Mi vsi vemo, da islam ni nasilna religija. To lahko dokazujemo tukaj 10 dni, lahko sedimo, navajamo primere in tako dalje iz zgodovine. Seveda pa, treba je upoštevati zgodovinski kontekst, kot sem povedal v začetku, kaj se je vse dogajalo v teh časih, kako so ljudje živeli in tako dalje. Seveda so se pojavljale določene vojaške operacije takrat in tako dalje, celo nasilje, ampak ne moremo reči, da je islam zaradi tega v temeljih okužen, kot pravi avtor. Torej, on gre s to tezo, da je islam v svojih temeljih okužen z nekim nasiljem. In potem, ko govori o križarskih vojnah, govori o tem, da pravzaprav, da so bile križarske vojne produkt nekih Rimljanov in tako dalje, ne kristjanstva. Torej, popolnoma napačno zastavlja tezo. Potem bi lahko tudi rekli, da to, kar se danes dogaja, to nasilje in tako dalje, da je to tudi produkt nekih ljudi, ki zlorabljajo islam. Torej, o tem govorimo, o tem spoštovanju in o tem nespoštovanju. Recimo, mene je zelo začudilo, zakaj je ta knjiga prišla oziroma bila natisnjena, posebej pa z neke uradne verske inštitucije, kot je recimo vaša. Kako pa potem po vaše preseči to polarizacijo javnega mnenja? Zdaj se recimo vidva ne morete niti okrog tu strinjati, a je knjiga spoštljiva ali ni. Mi smo jo res izdali v nekem prepričanju, da bomo odpirali eno vprašanje, jih pojasnjevali. Zdaj ne bi jaz rada, kaj se mi tu... Mislim, kako preseči to, ker se bomo znali pogovarjati, ne bomo tako polarizirani? S takšnimi knjigami sigurno ne. Mi bi lahko recimo objavili knjigo Kristjanstvo in genocid v Srebrenici. 8000 ljudi je bilo ubitih, niso jih ubili muslimani, ampak nekdo drug. Ampak se temu izogibamo, nočemo o tem govoriti nikoli. Že desetletja
vedno se izogibamo temu in nočemo reči, da je bil recimo kristjanski terorizem v Srebrenici. Lahko bi to rekli, ampak to nočemo povedati. Torej, takšne knjige polarizirajo mnenje, ne samo mnenje, ampak tudi ljudi. Mislim, da to ne prispeva k nekim razumem. Če lahko jaz tukaj dodam, je ena razlika. Omenjate Srebrenico, tam se niso sklicevali na svoje pravoslavje. In niso delali tega v imenu pravoslavja. Javno ni bilo nikoli tako rečeno. Jaz sem se slišal... Ampak ko se poglobite v celotno zadevo, vidite, kdo stoji. To vi pripisujete, lahko da je laden, jaz ne bom se o tem razpravljal, ker ne poznam dosti. Poglejte posnetke iz Srebrenice. V redu, lejte, pa napišite to knjigo, ni problem. Ne bomo to nikoli napisali, ker to ni v redu. Stvari je treba razčistiti. Ni dobro, da govorite med seboj, to so naredili kristjani, nočete pa dati to v javnost, da se to razčisti. Niti ne govorimo. Dejstvo je, da tisti, recimo ISIS ima v svojem imenu islamska država. Dokler niso savdskemu režimu povedali, da tudi oni niso pravi muslimani, to je bilo predlani, jih je Saudova Arabija odzadaj financirala. Zdaj se pa seveda pridružila tistim, ki ISIS hočejo iztrebiti, ker jih čutijo kot notranjega sovražnika. No, in to, da se sklicujejo na islam, ko delajo hudo, to je treba zanalizirati in pokazati, kje odstopajo od tega, kar je, rečemo, islam, ki ga pozna zgodovina. Je pa zdaj težko, lejte, če bi prevedli roman 2084 od Sanlasa, ki je išel lani v Franciji in je zanimivo. Ta knjiga bi dobila vse nagrade literarne, torej 15 leta, zdaj je posabljam, 15 leta je šla, bi dobila vse literarne nagrade. On je alžirski pisatelj, življenje ima več čas ogroženo in on tam notri pokaže 2084, kako pride do religijske diktature. Ne, na Orwella se sklicuje, je v ozadju. No, in ta pisatelj je prepričan in v svojih intervjujih vse posod govori, ta skrajni, fundamentalistični, džihadistični islam bo prevzel oblast v svetu. Zdaj, če bi njega prevedli, kaj se je zgodilo? Torej, nobene nagrade ni dobil razen francoske akademije. Nobene druge literarne nagrade, ker so rekli Francozi, levičari predvsem, da je ne homofoben, ampak islamofoben. Pa je sam musliman. In je bil pa atentat v Parizu, so pa vsi ti isti intelektualci govorili, joj, sej smo že to tam brali, pa je že on napovedal. A ne, v tem romanu je. Potem, recimo, Redisija, ki govori, da prihaja do vahabizacije islama. On je musliman, tunizijski musliman. Potem Daud, pisatelj, alžirski tudi, ki je v enem svojih člankov v Le Monde kelnske dogodke povezal z islamom. Pa je sam musliman. In ga je levica francoska strašno napadla kot islamofobnega. In kaj se je potem zgodilo? Ta človek enostavno prišel v take škripce, da je rekel, da zdaj pa ne bo nič več napisal. Je umolknil. Pa
pa dober pisatelj. Ampak, se pravi, imate vi ljudje v islamskem svetu, celo v islamskih državah, ki bi radi imeli rečemo temu, res velik islam, žlahen islam in se zanj borijo, pišejo, potegujejo. Ampak v Evropi ne letijo na levico, ki jih zmerja za islamofobne, doma jih imajo pa za odpadnike. Tako da... Gospod Cvik, to je vse v redu. Se strinjam v določenih zadevah, ampak mislim, da to ni način, da v Sloveniji recimo govorimo o takšnih zadevah, da enostavno poskušamo ljudem dopovedati, da je islam takšen radikalen in tako dalje. Mislim, da to ne prispeva k nekemu, evo da rečem, da se ponovim, sobivanju. Mi smo tukaj že desetletja in imamo odlično sodelovanje. Ne vem, zakaj takšni naslovi v Sloveniji, zakaj moramo recimo govoriti o tem, zakaj moramo pisati, zakaj ljudje seznanjati s takšnimi napačnimi stvarmi. To mene skrbi. Jaz sem povedal, da se islam sam lahko brani in da lahko preživi tudi takšne naslove. To ni problem. Ampak ne vem, zakaj vi kot profesor, kot duhovnik poskušate v tej negativni luči toliko govoriti s takšnim nabojem v islamu. Zakaj je to potrebno? Glejte, ne gre jaz vas razumem po eni strani, po drugi pa ne. Razumem vas, da hočete tako nekje na splošno braniti islam. Poglejte, sami ste imeli težave v vaši skupnosti, mislim, da ste se tudi tožarili z gospodom Džogićem. Potem, poleg vaše skupnosti je torej še njegova skupnost, potem imate dve skupnosti, ki... Gospod Cvik, vi živite še vedno v 2005. Gremo naprej, mi smo v 2017. Ne, gre za to, da je znotraj islama pluralizem. Pa mi se imamo v Sloveniji tudi nekoliko katoliških... Seveda imate vse, kar hočete. Vse sorte. Zakaj to potencirate? To je za nas zaključena zgodba. Ne gre za potenciranje, gre za to, da se pač moramo pogovarjati, da moramo vedeti. Ja. Torej, dobro, dajmo mi končati, če imate vi vprašanja. Ne bomo strinjali, vi ste jo prebrali. Jaz cenim, da ste tudi nam prišli to povedati, ker to tudi pokaže na eno gesto po dialogu. V končni fazi bi mi lahko rekli. Ja, se je važno, da se začel pogovarjati. Samo, da se ne bomo zdaj mi tu skregali, tisti, ki si želimo dialoga. Zato bi vam jaz postavila pa vsaj še eno vprašanje, no potem bom dala publiki možnost. Kako pa se počutiti, ne nazadnje tudi mi vsi imamo, jaz imam, ne vem, veliko prijateljev med muslimani, pa nikoli ob njih ne pomislim na teroriste, ne. Zato bi vas mogoče samo vprašala, kako pa se vi počutite muslimani v Sloveniji ob teh posameznih terorističnih napadih, ki vemo, za katere recimo islamski skrajneži prevzamejo odgovornost. Kako se vi takrat počutite? Se tudi vi kdaj sami počutite ogroženi? Ob tem gotovo ne morete ostati ravnodušni. Kako se vi počutite? Slabo. Tudi jaz se slabo počutim. No, ampak potem, mogoče tu pride do ene težave, ker vi mogoče nikoli tega ne poveste, ali pa vas mi ne slišimo. Ma ni res, ker ne spremljate našo spletno stran. Mi smo pred 2 letoma objavili deklaracijo o tem na naši spletni strani, smo poslali tudi v medije, ampak pogledajte, ko je nekaj pozitivnega, potem mediji to ne objavljajo. Vedno iščejo neko negativno novico, da bi potem o tem pisali in poročali. Torej, islamska skupnost se oglaša, obsoja. Jaz sem bil celo pri francoskem veleposlaništvu, veleposlaniku, torej, ker je bil mufti izven države in sem takrat tudi v imenu islamske skupnosti izrazil naše sožalje in tako dalje. Torej, mi se vedno oglašamo, ampak nas se ne sliši. Mi smo premajhna skupnost v Sloveniji, da bi lahko delali neke velike stvari. Torej, naredimo toliko, kolikor je pač v naši moči.